Pomurskem dnevniku. 16. občinski praznik. Posvetitev mariborskega škofa. Akcija Radi delamo dobro. 10 let sončne uprave. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Pomurskem dnevniku. Minulo nedeljo so na igrišču v Svetem Juriju pripravili proslavo ob 16. občinskem prazniku občine Rogaševci. Praznik občine je prvenstveno namenjen druženju, pravi Edvard Mihalič, župan občine Rogaševci, in temu, da se občane seznani, kaj je bilo v minulem letu narejeno in kaj se bo delalo v prihodnje. Sporočili jim bomo, da smo bili v preteklem letu, pa tudi vseh ostalih letih uspešni, da smo maksimalno izkoristili evropska sredstva, potarnali, zakaj še zdaj ni nove pogodbe za finančno perspektivo 2014-2020, ker bi že zdaj radi mi pristavili svoj lonček. Žal se je naša država v Bruslju dogovorila, da ne bo zdaj več kvot na ravni občine. Škoda. Mi smo v tem času veliko naredili z evropskim denarjem in to bomo povedali. Sredstva, ki so bila na razpolago za občino, smo izkoristili celo v višini 110%, ker so nekatere občine pustile notre, pa smo mi potem pristavili še svoj lonček. V tem času smo naredili prvo fazo sekundarnega vodovodnega omrežja, zgradili kanalizacijo povsod tam, kjer to moramo narediti. Zgradili smo 2,5 km pločnika, potem z sredstvi Evropske unije za razvoj podeželja smo 3 centre naredili, trg Svetega Jurija, potem medgeneracijski center na Pertoči, večnamenski dom v Sredici, obnovili kulturno dvorano in tako naprej. Skratka, veliko tega smo uspeli s tem denarjem narediti. Občina Rogaševci je danes čisto drugače videti, kot je bila videti nekoč. Torej bi lahko rekli, da se nekako dobro znajdete z evropskimi sredstvi. Čemu to pripisujete? Ja, predvsem temu, da smo se dobro spravili zraven, kot mi pravimo Goričanci, da se varčujemo, da imamo uspešno upravo, občinski svet, ki ne meče županu polena pod noge in z dobrimi projekti se da narediti marsikaj. Občino Rogaševci pa tudi v prihodnje čakajo številni projekti in izzivi. Največji izziv, ki je dokončanje pomurskega vodovoda sistema B. Namreč mi smo zadnji v tej verigi, zato dobimo premalo. Še 50% priključkov je treba narediti v naslednji sezoni in srčno upam, da bomo uspeli skupaj, da bi zgradili. Namreč približno 8 milijonov denarja še evropskega bi trebalo v naši občini, da bi končno imelo vsako gospodinjstvo vodo. Razen tega končati kanalizacijo, urediti športni center, pa še veliko tega je. Praznik občine Rogaševci se je začel s kulturnim programom in nadaljeval zabavo, na kateri sta za dobro vzdušje skrbeli skupini Poskočni muzikanti in Primorski fantje. V mariborski stolnici je minulo nedeljo potekala slovesnost škofovskega posvečenja novega mariborskega nadškofa, metropolita magistra Alojzija Cvikla. Novoimenovani mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je na slovesnosti mariborski stolnici prejel škofovsko posvečenje, zatem pa tudi uradno prevzel vodenje mariborske nadškofije. Milosti Božji, pred vami danes stojim kot škof in kot vaš pastir. Zato gre zahvala njemu, ki me je poklical v življenje. Vame vložil vabilo, naj mu sledim. Me vodijo preko najrazličnejših dogodkov, sponov in padcev, mi na pot pošiljajo ljudi, ki sem jih v tistem trenutku najbolj potreboval, da se nisem izgubil, temveč da sem rastel in zorel. Če bi želel danes omeniti vse te ljudi, bi predolgo trajalo. Eni so že v večnosti, drugi so tukaj, eni so z nami v molitvi. Vsem naj velja moja iskrena zahvala. Začetek moje poti, tega iskanja Boga, je moja družina in okolje, v katerem sem odraščal in ker sem tudi začutil klic k redovnemu in duhovniškemu poklicu. Škofa je jezuitskega duhovnika in dosedanjega začasnega ekonoma nadškofije posvetil apostolski nuncij Julius Janus, sredstvu dosedanjega apostolskega administratorja mariborske nadškofije Stanislava Lipovška in upokojenega mariborskega pomožnega škofa Jožefa Smeja. Vseslovenski akciji Radi delamo dobro so se priključili tudi v občini Tišina in sicer prostovoljno gasilsko društvo Tropovci.
Že drugo leto zapored v 100 prodajalnah najboljšega soseda po vsej Sloveniji poteka projekt Radi delamo dobro. Akcija je namenjena spodbujanju delovanja lokalnih društev. K vseslovenski akciji so se priključili tudi prostovoljno gasilsko društvo Tropovci iz občine Tišina. V sklopu akcije Radi delamo dobro bodo najboljšemu kandidatu v posameznemu kraju namenili donacijo vrednosti 1000 evrov. V občini Tišina nekaj dni pred koncem akcije prepričljivo vodi PGD Tropovci. V ta namen so soboto pred poslovno enoto trgovine najboljšega soseda na Tišini pripravili stojnico, kjer so predstavili opremo in vozila. Akcija, ki se zaključuje ta četrtek, poteka vse od 1. aprila in sicer v 100 izbranih Mercatorjevih prodajalnah po celi Sloveniji, kjer poteka prav posebno glasovanje. V teh prodajalnah do konca aprila po vsakem nakupu prejmete poseben žeton, s katerim lahko date svoj glas podpore enemu izmed 3 predlaganih kandidatov za prejem donacije. Ob zaključku glasovanja bodo društva prejela Mercatorjevo donacijo, glede na število prejetih glasov. Sredstva pa bodo namenila za izvedbo konkretnega projekta, s katerim se potegujejo za donacijo. Glasbena skupina Sončna uprava je minulo soboto v Mladinskem in kulturnem klubu Mik praznovala svojo 10. obletnico delovanja. Glasbena skupina Sončna uprava ima za seboj že veliko nastopov, vse od klubske scene pa do velikih odrov doma in v tujini. Minuli vikend so v Miku obeležili poseben jubilej, 10. obletnico delovanja. Zasedba preigrava komade iz zapuščine rock pionirjev in se na trenutke dotika tudi funka in jazza. Kot cover band preigravajo stvaritve izvajalcev kot so Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Deep Purple, AC/DC in podobni. Prvotna zasedba je nastala na pobudo pevca in kitarista Borisa Budanca in je začela delovati leta 2005 z zasedbi Boris Budanec vokal kitara, Dejan Donko kitara vokal, Vlado Mičev bobni vokal in Manuel Koran bas vokal. Manuela Korana je leta 2007 nadomestil Borut Perkič. Druga sprememba v zasedbi pa se je zgodila avgusta 2010, ko je Vlada Mičeva zamenjal Dominik Klekl. Leta 2012 pa se je skupini pridružil še Igor Lalović, ki je prav tako dal pečat in prinesel raznolikost svojo barvo vokala in igranjem klaviatur. Drobnoprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji se bodo v polnoči zopet zvišale. Najbolj za 5,4 centa na 1,409 evra za liter se bo podražil 100-oktanski bencin. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 5,1 centa na 1,362 evra. Podražila se bosta tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizelsko gorivo se bo podražilo za 4,8 centa na 1,245 evra, kurilno olje pa za 4,5 centa na 0,893 evra za liter. Cene naftnih derivatov v Sloveniji se določajo skladno z vladno uredbo, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in na gibanju tečaja dolar-evro. Nove cene se izračunavajo na vsakih 14 dni. Jutri bomo imeli jasen dan z občasno spremenljivo oblačnostjo, več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli večinoma oblačen dan z dežjem in temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne so v Krinskem parku Goričku namerili 11 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 13 ter v Lendavi 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bo dopoldne še pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru 8 stopinj, najvišje dnevne pa okrog 17 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru lahko v zahodni Sloveniji nastane kakšna ploha. V petek bo na zahodu oblačno, občasno bo deževalo. Drugod bo spremenljivo, do pretežno oblačno in večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo gibale med 3 in 9 stopinjami dopoldne, najvišje popoldanske pa se bodo uspele do 21 stopinj Celzija.
Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi pa bodite tudi jutri. Lep preostanek dneva in nasvidenje.